Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kdo so padli kriptokralji, bodo še padali okostnjaki iz kriptosveta, kako to čiščenje trga vpliva na dogajanje na kriptoborzi, kaj lahko pričakujemo naslednje leto in zakaj je pomembno, da spremljamo tudi dogajanje na kriptotrgu. Pred mikrofon sem povabila povratnika na MoneyHow, Nejca Bizjaka iz kriptoborze Bitstamp. Zdravo, Nejc. Živjo. Jaz sem zdaj povedala na začetku v uvodu, da so padli kriptokralji. Tehnično gledano, mogoče so se samo vklicali ali pa so jih celo nekateri mediji vklicali za kralje, ampak zdaj pa vemo, da so bili v bistvu kriminalci oziroma se jih preganja kot kriminalce. Kako ti gledaš na te kriptokralje padle? Ja, bi se strinjal, da načeloma so to pač obsojeni kriminalci, zdaj eni že obsojeni, eni pa še čakajo, da se bo ta sodni epilog oziroma mogoče so začetek sodnega procesa čakajo, ampak sigurno bi se strinjal, da pač nihče tukaj ni nad zakonom in tukaj mislim, da Department of Justice oziroma tudi Department of Justice, ameriški regulatorji so lepo povedali, nihče ni tukaj nad zakonom in nihče ne more postaviti rasti pred spoštovanje zakonodaje, spoštovanje zakonov. In to tukaj kripto ni nobena izjema. Tako da to je nekako, kako gledamo na splošno, osebno in tudi mi kot kriptomenjalnica, ki deluje v skladu z zakonodajo, tako nekako gledamo na to. Imamo lepe primere na kriptotrgu, kjer podjetja rastejo popolnoma v skladu z regulativo, bom rekel vsem na očeh. Imamo res dobre, lepe zgodbe o uspehu in mislim, da je treba izjeme od tega oziroma te bad actorje, da jih je pravilno, da se jih pač preganja in ustrezno obsodi. Zdaj vprašanje, kaj je tukaj ustrezno, kaj je tukaj proporcionalno, v kateri fazi vstopimo v to, da mogoče kripto tudi predstavlja na splošno neko grožnjo sistemu in potem je vprašanje sorazmernosti, če zdaj se recimo verjetno bo prišla do Binance, ampak v vsakem primeru je pač pravilno, da se te zadeve razpletejo na sodišču. Ja. Preden greva na Binance, mogoče bi pa vseeno malo špekulirala, koliko okostnjakov meniš, da je še v omarah in bodo v neki bližnji prihodnosti pač popadali z teh omar? Jaz mislim, da ne prav veliko. Sploh, dajmo reči, ne prav veliko tega, kar vemo v zadnjih, kar smo se naučili v zadnjih 2 letih, veliko negativnih dogodkov ali pa teh, dajmo temu reči, teh impložnov velikih igralcev se je zgodil, je sovpadal tudi s tem, ko je recimo cena na kriptotrgu v letu 2022 zanihala krpko navzdol, kar je tudi izpostavilo to, da je bilo v sistemu precej finančnega vzvoda, ljudje so si precej veliko izposojali na neke v neskladju s praksami, ki bi veljale za običajna neka posojila, če se malo tako izrazim, v bistvu vsa pravila risk managementa so bila vržena skozi okno in ljudje so se izposojali ogromne vsote denarja brez nekega kritja in so pravzaprav tudi tekom 2021-2022 ta podjetja zelo hitro zrasla in sistem kontrol enostavno ni sledil. In ker sistem kontrol ni sledil, imamo tukaj dobre igralce, ki so implementirali neke dajmo reči temu best practice, imamo pa tudi tiste, ki so izkoristili to sivino. In zdaj jaz mislim, da seveda naslednji bull market bo verjetno razkril spet neko novo serijo teh bad actorjev, ampak predvsej tega jaz mislim, da je že vidno. Zadnji ta vprašaj je bil res pravzaprav Binance, medtem ko vse ostalo je že po mojem mnenju prišlo na plano v veliki meri. Imamo še verjetno par različnih igralcev, ki so malo prešljivi, ampak jaz bi rekel, da je večina 80% plus. Trenutno že vidimo te neke sistemske
sistemske posledice, oziroma smo jih že videli. Ja, ok, a greva potem kar na Binance. Zdaj rekel si, da pač tudi ko smo se pogovarjali s številnimi poznavalci kriptosveta, nekako niso bili presenečeni nad zadnjim dogajanjem. Vsi ste nekako to že opozarjali, govorili o tem, ampak enostavno ni bilo nekih očitno dokazov, da bi lahko nekako stisnili v kot ustanovitla in pa konec koncev vse, kar se pač dogajalo v konec koncev vezano na Binance. Ja, res je. Ne? Amerika je tukaj uspela vzpostaviti svojo jurisdikcijo preko tega, da je Binance, se pravi, čisto historično, ne, Binance je najprej obstajal Binance, potem pa začel obstajati Binance US, ta njihova ameriška entiteta. In dajmo še reči, v času kriptodivjega zahoda 2017, 2018, 2019 in proti koncu zadnjega bull runa je Binance se pravi, dopustil oziroma se pravi, onboardal na svojo platformo veliko število ameriških uporabnikov. In potem s tem, ko so prišla nova pravila v veljavo glede kripta v Ameriki, se oni niso ustrezno registrirali oziroma ustrezno regulirali, a ne, to je ta Money Service Business License oziroma Money Transmitter License. V osnovi oni tega niso naredili in so kljub temu, da bi oni morali ali prenesti vse te uporabnike na ameriško entiteto, ali pa jih offboardati, se pravi, jih pravzaprav terminirati. Oni tega niso naredili. In so mislim, da med 2017 do 2022 zgenerirali okrog 1,6 milijarde prometa strani ameriških uporabnikov, hkrati pa so zavestno pravzaprav spodbujali izogib ameriškim pravilom, se pravi, spodbujajo so svoje, predvsem te VIP oziroma večje uporabnike, da predložijo dokumente, da jim ni potrebno pravzaprav, da jih ni potrebno offboardati oziroma da ni potrebno, da so prenešeni na ameriško entiteto. Se pravi, to so zelo aktivno počeli, obstajajo komunikacije, da se pravi, oni so zavestno kršili ameriško zakonodajo. Hkrati so pa omogočili tem uporabnikom zaradi odsotnosti vseh pravil za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma interakcijo ameriških uporabnikov konkretno z Iranom. Okrog 900 milijonov prometa je bilo narejen z uporabniki Binance, ki so se pravi, ki prihajajo iz Irana, ki vemo, da je tarča ameriških sankcij. In čim se ti dotakneš česarkoli, kar je vezano na Iran kot ameriški uporabnik ali pa kot svetovna entiteta, omogočaš stik ameriškega uporabnika z iranskim denarjem, vstopaš na neko, bom rekel, na neko zelo tako tvegano potno. In oni so to zelo zavestno počeli in so vedeli, zakaj se gre. In Amerika je uspela vzpostaviti jurisdikcijo, porabili so približno 1 leto, da so pa potem prišli do tega settlementa in do same, v bistvu, dajmo reči, razpleta tega sodnega primera. Vmes, seveda, mi v procesu nismo prav dosti vedeli, to se dogajalo za zaprtimi vrati, ampak ja, zdaj je do tega razpleta prišlo. Veliko igralcev, mi v kriptu, pač vedlo se je, ne, da compliance, regulativa, to stane precej denarja, to je velika investicija, da lahko to vzdržuješ, da lahko to vzpostaviš in vzdržuješ. In ne, vsaka taka zelo hitra rast zaenkrat se je izkazala na našem trgu da je bila vprašanje, da je zelo vprašljivo, če je bila skladna z zakonodajo. Tako da. Ja, mogoče tukaj še zapovedati, da je več v bistvu ameriških državnih agencij nekako stopili na prste Binance in pa ustanovitlu in naložili so jim kazen v višini 4,3 milijarde dolarjev, medtem ko ustanovitelj pač ta direktor te firme CZ, ali pa če se malo poigrava z njegovim pravim imenom Changpeng Zhao. On je sicer, če sem jaz prav prebrala, je bil izpuščen na podlagi varščine iz zapora, mislim, da je bilo nekaj čez 170 milijonov dolarjev. Je to drži ta podatek? Ne, mislim, da zadnja odločitev sodišča je, da mu ne pustijo, da zapusti Združene države. On je želel v Dubaju počakati na razplet oziroma na sentencing, no.
Sojenjem je razpisano, mislim, da 23. februarja. Mislim, da je to, temu se reče v bistvu sentencing, se pravi, ko se sodišče odloči o sami kazni, tako ko imamo zdaj za Sam Bankman-Fried, imamo marca sentencing, se pravi, on je že bil obsojen, Zhang Zhao je že tudi priznal krivdo, zdaj se pa čaka sentencing, kjer sodišče, sodnik odloči o sami višini kazni. In zdaj SBF ima do 100 let, neko glavnem, ker precej 3-mestna številka v letih, medtem ko Zhang Zhao ima, se pravi, CZ $50 milijonov kazni in pa do 10 let v zaporu, verjetno bo to neka, jaz mislim, da to vse neka nižja številka, se pravi na nižji strani tega rangea. Če malo pogledamo za nazaj, recimo Arthur Hayes od BitMEX-a je takrat dobil 6 mesecev hišnega pripora, pa BitMEX je bil zelo podoben case, je pa seveda Binance precej večji v tem smislu. In zdaj si napovedal, da bomo kar imeli razburljivo dogajanje v začetku naslednjega leta, februarja CZ in potem še marca Sam Bankman-Fried, ki mu grozi preko 100 let zapora. Ne? Res je. Upam, da bomo imeli o čemu bolj pozitivnemu zagovor, kot o temu sentencingu. Jaz bi čim prej rad, da je to v bistvu za nami in da recimo obsojeni kriminalci dobijo čim manj airtime in da se osredotočimo na neko vrednost, ki jo ta industrija ustvarja, proti temu, da se pogovarjamo o tem, koliko kazni bo SBF dobil. Ja, ampak vseeno je zanimivo tudi to spremljati. Ne? Verjetno bo tudi kakšen hollywoodski film nastal po tem scenariju, ki se je odvijal. Mislim, materialama je zelo velik. Ne? Netflix serija, definitivno. A se že pripravlja? Verjetno. Ok, mi pa kot poznavalca te scene. Ja, ampak me je presenetilo predvsem skupaj, da je bil vpliv na borzo je bil kar minimalen. No? Zakaj? Če primerjava z FTX-om, takrat se je precej bolj burno odzvala borza, medtem ko pri Binance pa pač tega ni bilo. Ja, recimo za začetek je treba vedeti, da kaj Binance-u v bistvu nikoli ni bilo očitano, oziroma niti očitano, se pravi, da so uporabljali denar svojih uporabnikov neskladno z namenom, za katerega jim je bil zaupan, kar je FTX počel, se pravi, tam je nastala luknja ravno zaradi finančnega vzvoda in te povezave z Alameda Research in teh medsebojnih posojil, za katere kritja ni bilo, kar potem pomeni, da se nekje ustvari prodajni pritisk vezano na ta konkreten dogodek. To je prva zadeva, druga pa nikoli niso očitali ali dokazali manipulacije trgov. Se pravi, da bi se na Binance-u kaj takega odvijali, da so oni manipulirali trg ali umetno pravzaprav zviševali ceno. Zdaj, in se pravi, tukaj ne gre za nobeno stanje insolvence. Binance so sprejele najvišjo kazen. Malo sem šel pogledat, bile so v bistvu že tudi večje kazni, se pravi, so podjetja že dobila večjo kazen, ampak to je v bistvu the largest corporate fine, ki je tudi vezana na nek criminal case v zgodovini Department of Justice. Mogoče obstaja še kakšna višja, ampak definitivno je nekje med top 10 in so sprejeli to in bodo to plačali. Zdaj, ali bo to kakšen prodajni pritisk ustvarjal, da imajo oni kakšne rezerve v Bitcoinu ali pa Etheru, to je potencialno možno, ampak je pa, kar se tiče FTX-a pa Binance-a, tle je ta precejšnja distinkcija, hkrati pa se tudi trg sam nahaja čisto v nekem drugem stanju, trenutno z veliko več pravzaprav enih dodatnih informacij, ki jih cena odraža, ki so te dodatne pozitivne informacije, ki pač v tistem novembru 2022 jih ni bilo, jih je pa cela vrsta zdaj trenutno, ki so pozitivne. Mogoče zdaj sem pogledala na CoinMarketCap, trenutno imamo 680 kriptomenjalnic oziroma kriptoborz. To je kar še zmeraj dosti velika številka. Ja, seveda, ampak spet 680, od tega je verjetno mogoče 10 do 20 legitimnih igralcev, in ostalo pa je vprašljivo. In tudi, če verjetno pogledamo koncentracijo volumna v top 20, si predstavljam, da je 98% v top 20, ostalo pa
je vprašljivo in tudi vprašljiva je recimo CoinMarketCap, tudi koliko volumna je realnega, ker CoinMarketCap to preverja in veliko menjalnic svoje trgovalne volumne napihuje. Zanimivo. Mogoče še ena aktualna novica, ravno včeraj je bila objavljena, in sicer Črnogorsko višje sodišče je izročilo kriptopodjetnika do Quana. Mogoče lahko še kaj o tem poveva, kdo sploh je, kaj se je zgodilo tle po regiji, se je precej skrival, bil je v Srbiji, potem v Črni Gori in zdaj so se odločili, da ga bodo izročili. Ne vemo pa čistočno, kje bo potekalo sojenje, ali v Ameriki ali v Južni Koreji. Mogoče ti kaj več veš o tem? V bistvu informacija, ki je javno na voljo, je, da so da so sprejeli zahtevo po ekstradikciji ali v Južno Korejo ali v Združene države, kjer bo pač tudi on počakal sojenje, tudi on ima dejansko ima, se pravi, criminal case, Department of Justice, in pa v bistvu civilni case ga čaka. Se pravi, je tukaj tudi za pričakovati, da bo prišlo do nekega podobnega razpleta, verjetno oškodovanje investitorjev in pa neka se pravi, criminal conviction in potem mogoče zaporna kazen. Pa spet spada v to kategorijo, tukaj je spet vsta prodajni pritisk oziroma vpliv na market, je že nekaj časa nazaj, to je bilo že maja 2022 in zdaj pravzaprav to je, bom rekel, samo epilog, sodni epilog, ki se bo zgodil. Je pa, jaz mislim, z vidika trga to ni event. No, vse to, ko so se začeli, preden sva šla v živo, si rekel, da si že pozabil na ta primer, ne? Marsikdo je že pozabil, pa mogoče samo to, da osvežimo spomin, kdo pa je sploh ta Do Kwon? Ja, on je bil v bistvu ta CEO, ki je stal v bistvu, oziroma CEO Terraform Labsa, to je v bistvu podjetje, ki je bilo glavni sponzor oziroma developer tega stabilnega kovanca Terra v povezavi z tem, bom rekel, to je bil algoritmični stabilni kovanc oziroma algoritmični stablecoin, katerega v bistvu PEG se je na podlagi aktivnosti večjih teh akterjev na trgu se je zlomil, in je veliko ljudi izgubilo veliko denarja takrat maja, in je to povzročilo tudi precej, kako bi temu rekel, contagiona v samem kriptosvetu, tudi cela cena Bitcoina je takrat, mislim, kar zgrmela, oziroma cel kriptotrg je kar pošteno padel v vrednosti, in to je bil nekako mogoče začetek konca tistega bull runa leta 2021, ki je potem nekako se mogoče res razpletel se pravi, stečajem FTX-a novembra 2022. Se je pa ta gospod hvalil na socialnih omrežjih, da je izumil novo vrsto boljšega denarja z 20% obrestnimi merami, ki so se seveda skazale za nevzdržne. Ja. Joj, te zgodbe, to se vse zgodilo že v preteklosti, to se pač ponavlja, se mi zdi, samo da je pač nek drug obraz, mogoče neka druga forma, ampak obljube so pa že bile tudi v preteklosti, v raznih teh prevarah, ne. A greva mogoče se naprej razpredati, ne. Nekateri pravijo, da v bistvu ni bilo take reakcije ravno zaradi tega, ker visi v zraku ta sklad, ki bi pač omogočil investiranje v Bitcoin. Kako ti komentiraš to? Ja, več dejavnikov je, ko vplivajo na to, zakaj reakcije ni bilo. In lahko jih razdeliva na nek mikro, makro, pa recimo Bitcoin related. Bitcoin related faktori so te, da smo v tem 4-letnem ciklu se premaknili 1 leto naprej, kar tehnično pomeni, da vstopamo v bull market. Maja imamo halvening, ki prihaja, kar pomeni, da se bo sam supply valute spet razpolovil, in to je ponavadi bil ta povzročitelj, vsak
vsakokratni povzročitelj novega bikovskega trenda na Bitcoinu. Druga zadeva je, da to smo se že pogovarjali, da smo lani bili res iz tistih 16 do 25 tisoč na zelo preprodanih ravneh. To je ogromno enih negativnih novic, se je noter v sam trg, se je odrazilo v ceni. Potem pa splošna makroslika, to je zelo pomembno. To smo se veliko pogovarjali, kako se Bitcoin obnaša v recesiji in tako naprej. Zame je bolj pomembno vprašanje, kako se Bitcoin obnaša kot bearer asset, ki ne prinaša nobenih, ne nosi obresti, se pravi, da je nekaj, kar je podobno zlatu, kako se obnaša v obdobju, ki ima pozitivne realne obrestne mere. In vidimo, da je v bistvu in Bitcoin in zlato se relativno pozitivno, zelo pozitivno v resnici obnašata kljub visokim v bistvu obrestnim meram. In to je bil nekako en tak zanimiv test. Vidimo tudi, dogaja se relativno dekorelacija od delniških trgov, se je začela dogajati. Spet, ta trend ni dokončen, ampak je definitivno, se pravi, Bitcoin ubira neko svojo pot. Spet, količina denarja v obtoku še zmeraj ostaja visoka, M2 money supply ostaja visok, kar pomeni, da to je ponavadi za risk assete pozitivno. In M2 money supply verjetno bo ostal visok, ker centralne banke nimajo izhoda, nimajo vzvoda, kot eventualno spet začeti s to v bistvu accommodating monetary policy. In zdaj smo proti koncu tega cikla zaostrovanja monetarne politike, mogoče gremo še 20% gor zaostrovanje monetarne politike, ampak ameriške finance niso v dobrem stanju trenutno in oni bodo morali spet iti v ekspanzijo monetarne politike. To je neizogibno, ali pa huda recesija, depresija in default na ameriški dolg, kar pa mislim, da si kot glede na politično stanje nihče ne more privoščiti oziroma si ne more predstavljati. In to so te razlike. Zdaj pa zadnji, je pa ta ETF faktor, ko je pa v bistvu ETF jaz primarno gledam kot zadnji kamenček v mozaiku. V smislu, da je to legitimizacija Bitcoina kot asset classa, se pravi v temu globalnemu univerzumu assetov. Imamo delnice, imamo obveznice, imamo surovine in tako naprej. In zdaj zraven v ta konček pri surovinah dodamo noter v bistvu še Bitcoin. In to je v bistvu sponzor je BlackRock, prihaja tudi Fidelity, največji v bistvu asset manageri na svetu, so nekako dali svoj, kako bi temu rekel, svoj blessing, da je zdaj čas, da je Bitcoin predstavlja neko alternativo. In v bistvu to je tudi nekaj, kar definitivno predstavlja veter v jadra Bitcoinu v tem danem trenutku. Zaradi tega, ker ta ETF bodo odprl dostop do Bitcoina velikemu bazenu kapitala. Zdaj, ko praviš, da BlackRock in Fidelity sta v bistvu dala blessing ETF-u, ampak blessing mora dati pa Gensler, ne? Ja, res je, ampak pravzaprav to, spet več faktorjev, ampak prvi je, da finance in politika grejo z roko v roki v Ameriki. To pomeni, da ko gre Larry Fink iz BlackRocka na CNBC in reče, Bitcoin predstavlja alternativo, že v Washingtonu so že potekajo pogovori, da bo počasi čas, da tudi Amerika obrne list in odobri Bitcoin ETF, kot se pravi Bitcoin spot ETF, če smo natančni, kot nek finančni instrument. Zaradi tega, ker trenutno obstaja futures Bitcoin ETF že obstaja, ETF spot v Evropi že obstaja. In pravzaprav ne obstaja nek dober argument, zakaj Bitcoin spot ETF ne bi obstajal. Trenutno v bistvu glavni argument proti Bitcoin spot ETF-u je bil, da je trg premajhen, pa da je trg preveč v bistvu manipuliran, se pravi, da je offshore. Zdaj smo še Binance obsodili, ki je v bistvu največji offshore market, se pravi, še to oviro mogoče, pa ta argument smo nekako spravili s poti.
Zdaj bo počasi že in v bistvu Coinbase zdaj tudi prihaja full od spredje kot ameriški player, eden izmed največjih trgov, ki bo tudi bil custodian in ne tega spot ETF-a in počasi te ovire ali pa te argumenti proti so odpadali. In je bolj vprašanje časa, se pravi, kdaj se bo to zgodilo, ali bo to v naslednjih 45 dneh, ali mogoče v naslednjih 60-90 dneh, ampak ni pa vprašanje, ali bo do tega prišlo. Ali bo potem kripto, Bitcoin obdavčen? Bomo plačevali kapitalski dobiček? Davek na kapitalski dobiček, sorry. Ja, Američani ga že plačujejo, pri nas pa mislim, da je bil nekaj časa v igri nek zakon, ki bi. Zdaj se večkrat že ne spomnim točno, kako je to bilo skonstruirano, ampak obstaja že nek predlog zakona, kjer bi se, mislim, dobički od kriptovalut obdavčali po neki 10% stopni. Ni to spadalo v kapital, se pravi, mislim, da ni bil plan, da se to enači s finančnimi instrumenti, ni bilo te cedularne 25-20 variante. Ampak bil je pa nek predlog zakona. Ali zdaj, se pravi, če boste kupili Bitcoin ETF, seveda boste obdavčeni, kot da ste naredili investicijo v finančne instrumente, če boste pa spot kupovali, pa ne boste. Kakšna pa je obdavčitev v Ameriki? Dobro vprašanje, pa ne vem točno, je pa izjemno kompleksna, kar se tiče same višine, ne vem, je pa izjemno kompleksna zaradi tega, ker v bistvu se obdavčujejo tudi nerealizirani dobički do določene mere in je zelo kompleksna davčna napoved, vse tiste transakcije treba poročati in potem nekako IRS pride do tega izračuna. Zaenkrat pa še ne vem. Prej si omenil, da se dogaja dekorelacija z Nasdaqom, predvidevam, ponovadi se povezovali kripto pa Nasdaq. Kje ti to vidiš? Ker namreč recimo zdaj z vzponom umetne inteligence se mi zdi, da je to nekako spet se povezalo. Ja, tukaj spet treba ločiti Bitcoin in ostale kriptovalute. Jaz recimo na Bitcoin gledam kot na neko v bistvu digitalno verzijo zlata, ki ima v bistvu karakteristike tega, da je precej bolj uporabno kot nek settlement sistem, kot nek denar. Se pravi, če gledamo na zlato kot nek kos kovine, ki nekje sedi in načeloma drži vrednost, ampak je izjemno slabo za recimo kakršenkoli settlement, izjemno slaba prenosljivost. Z njim se pravzaprav da lahko z zlatom karkoli narediva, če si ga midva izmenjava, da v bistvu ugotoviva pristnost, morava ga stopiti pa nazaj skupaj v palco sestaviti, pravzaprav, da lahko rečemo, to pa res je to pristno zlato. In načeloma sedi v sefih, teh sefov ne zapusti, in zato se je v bistvu zgodila na zlatu ta abstrakcija, se pravi, da smo šli en nivo više v smislu denarja, da se vsa trgovina dogaja nad zlatom, ko je bil ta gold standard, medtem ko zlato v bistvu sedi v sefih. Zdaj Bitcoin to stvar rešuje, se pravi, nadgrajuje to neko pomanjkljivost zlata. Pa ostale kriptovalute, ki so načeloma investicije v tehnologijo. Se pravi, in na to tudi tako gledam. Se pravi, to je investicija v blockchain tehnologijo. Zdaj, blockchain tehnologija v določeni meri ima lahko neke povezave z AI, ampak hkrati pa, če pogledamo Nasdaq, to je investicija v tehnologijo in v sam AI. In zdaj, investment thesis tukaj je za Bitcoin je malo drugačen, kot za recimo investicijo v Nasdaq ali pa investicijo v Solano. Bitcoin držim zato, ker se v bistvu želim preprečiti razvrednotenje mojega dolarja na bančnem računu, medtem ko Solano pa investiram zato, ker se pravi, verjamem, da bo se na high performant blockchain se bodo predstavili recimo finančne aplikacije, in to se bo odrazilo v vrednosti tega kovanca. Kupujem Nvidio zato, ker verjamem, da bodo uspešni v implementaciji umetne inteligence. Torej bo ta technology versus store of value play, ki se tukaj odvija. Da investiraš v Bitcoin zaradi tega, da nekako preprečiš razvrednotenje denarja na banki. Ampak to je kar precej tvegana investicija, ni? Če gledava z vidika rizičnosti, glede tega pač nihanja, čeprav nihanja so vse nekako merila, ampak vseeno, če imaš ti recimo 100,000 evrov v Bitcoinu, pa če zaniha, se to lahko hitro pozna v nekaj 10,000 evrih, ne?
Ja, se strinjam, definitivno, ne, ampak kako je treba gledati na te zadeve, je, da če sem imel 100,000 evrov, recimo, vse je treba raztegniti na daljši časovni horizont. Recimo 100,000 evrov investicija v Bitcoin 5 let nazaj je absolutno povozila kakršnokoli drugo obliko denarja, ali pa tudi 3 leta nazaj je povozila kakršnokoli obliko denarja. Ne. In ljudje radi izpostavljajo ta downside volatility, ko pride do Bitcoina. Kaj pa upside volatility? To je asset, ki je v bistvu naredil nekaj 1000% v zadnjih 10 letih. Ne. Smo pa hitri do tega, da izpostavimo, da je tudi doživel downside volatility, ampak je preživel 3 drope za 75%, a ne, če smo že ravno pri tem. Medtem ko 100,000 evrov 5 let nazaj, inflacija nam je zdaj le požrla, imamo še ne 60,000. Ja, no, tukaj je bila tudi kar precej velika inflacija, če lahko temu tako rečem. Lej, še vedno je Bitcoin niti približen dosegel tiste ravni iz leta 2021. Mislim, da je bilo novembra 2021, ne? Ja, se strinjam. Ja. Novembra 2021 smo dosegli v bistvu najvišjo točko, ki je bila okrog $70,000. Trenutno se nahajamo na 37,700. Se pravi, ja, približno 2 leti nazaj je izguba kupne moči približno 50%. Se pravi, proti temu, da smo držali, težko je reči pred tem, da smo držali denar. Verjetno, če smo držali denar, je izguba kupne moči recimo v zadnjih 2 letih bila recimo 10-15%, Bitcoin je recimo 40%, pa recimo pogledamo že recimo ameriško 20-letno obveznico, ki ne bi bila tisti super kolateral, je tudi nekje bila 55% izguba vrednosti. Tako da v zadnjem času, v zadnjih 2 letih je veliko assetov trpelo. Se pravi, recimo delniška naložba se zaenkrat kar izkazuje za zelo dobro zaradi te visoke količine denarja v toku, ampak vprašanje je, kam se človek lahko skrije. Če imate res kratkoročne prioritete, če ima investitor kratkoročne prioritete, je cash ali pa T-bill še zmeraj sigurno najboljša rešitev. Ni ničesar, kar bi imeli superiorno likvidnost, kar se tega tiče, ampak proti dolgoročni izgubi kupne moči pa definitivno denar ni dobra ideja. Ja, na dolgi rok, ko smo preračunavali inflacijo v obdobju, mislim, da 100 ali pa 50 let, smo več izračunov naredili, je bila povprečna inflacija 2%. Tako da zdaj smo imeli v zadnjem času povišano inflacijo, ampak to predvsem kot posledica vojne v Ukrajini, ne? Tako da ne moramo zdaj, to je malo izkrivljeno, kar se pač načeloma tako predstavlja, ampak dejstvo pa je, ko govorimo o dolgoročnem investiranju, je bilo 2-3%. Se pravi, 2-3% inflacija, pa ekspanzija monetarne baze nekje 6%, ne? Se pravi, količina samega denarja v obtoku. Treba tudi vedeti, da CPI kot inflacija je mečkanje zavajajoča, ne? Zaradi tega, ker ga skozi zgodovinsko periodo potegnemo, elementi CPI-ja se med sabo menjajo. Kar pomeni, da recimo tudi substituti prihajajo v veljavnost. Mi smo gledali, kaj so ljudje kupovali leta 1960 ali pa recimo, kaj kupujejo danes. Pa recimo, če se danes, da se recimo nekaj podraži, da se neko sredstvo podraži, CPI metodologija določi, da skoči na substitut. Recimo, čist banalen primer, če recimo kupujem sir Edamc, pa se še sir Edamc ful podraži, bojo v bistvu po metodologiji bomo zamenjali s cenejšim sirom, ker se predpostavlja, da bo tudi potrošnik šel in začel kupovati tisti cenejši sir. Ampak to načeloma ne drži. Mi pa, če pogledamo neke ključne elemente naše potrošnje, je ta historična inflacija, ki nam jo predstavljajo kot 2%, je sigurno višja. Se pravi, mogoče smo spet historično na 2%, pa smo bili mogoče 5-7 let nazaj, smo bili na nuli, kar je spet skew, pa smo zdaj malo skočili. Ampak, če nam inflacija ostane na 5% v naslednjih 5 let, bomo izgubili polovico svojega premoženja, če gre -2 plus 5 let. Polovica premoženja, če ostanemo v denarju, nam bo izpuhtela. Mislim, jaz se s tabo strinjam, da je treba denar investirati, da ga je treba poslati v svet, pa da mora denar delati. S tem se strinjam, zdi se mi pa, da
vse ne, imamo malo bolj rizične inštrumente, naložbe, pa malo manj. Recimo, zdaj imamo trenutno zakladne menice, ki jih lahko kupiš po par procentov, ali pa recimo tudi obveznice, lahko dobiš že neke obveznice za 5-6%, konec koncev tudi dolgoročna ameriška obveznica 5%, ne, 10-letna. Absolutno. Jaz dejansko mislim, ne, da sej, če mogoče poslušalci mislijo, da ko govorim te stvari o kriptu in o Bitcoinu kot o neki superiorni investiciji, da navijam za to, da gre 100% portfelja v tako zadevo. Ampak portfelj se samo malo premika. Jaz mislim 60% delnice, če ne v višjem odstotku, 20% verjetno v eni fazi obveznice bo zdaj pač prišel res historično lepi donosi na obvezniških trgih, ampak pa ta, glede na environment, na katerem se nahajajo, pa teh 20 ostalih odstotkov, ok, nekaj je cash, ampak je na 10% so verjetno surovine, kjer pa pač predstavlja noter v tej košarci, kjer ste pa lahko tudi pogledati Bitcoin kot neko alternativo. In zdaj, če imamo 100 trilijonov assetov na svetu, se potem 1-2% recimo pol predstavlja tudi v take naložbe. In to pomeni precej veliko rast. Ampak spet, mislim, da je recimo Bitcoin dobil kot tak precej ene negativne stigme kot tvegana naložba. Mislim, da je lahko, da ima svoje mesto v portfeljih in se splača vložiti čas in malo, bom rekel, pogledati malo z vidika monetarne teorije in tako naprej, da je res nekaj, kar je precej zanimivo za naslednjih recimo 10-20 let kot investicijska opcija. Ja, vse kar nekaj zanimivih stvari si tudi v bistvu povedal, kaj nas čaka naslednje leto, halvening in pa seveda vsi so v pričakovanju tega ETF-a. Nekaj se omenja tudi, da bi obstajal potencialno tudi Ether spot ETF. Ali to tudi drži? Ja, drži. BlackRock je to že tudi prijavil pri SEC-u, tako da bo eventualno tudi to pričakujemo. Ja, a greva pogledati, če kaj nas čaka v prihodnosti. Mogoče zdaj dotakniti se morava še regulacije, zdaj mene je zanimivo to, zdaj s to regulacijo se pa zdi, da se tudi izgublja ta anonimnost, po kateri v bistvu vsi hrepenijo. Ne vem, če si kaj spremljal, v Sloveniji se je zgodila ena pobuda in sicer za vpis gotovine v ustavo, ker ljudje želijo ohraniti to anonimnost. Zdaj pa, če bi recimo kripto bil reguliran, verjetno tudi videli smo pri Binance-u, bodo določen del so pristali na to, da bodo lahko državni organi imeli nek pogled v njihov portfelj, ali točno, ne vem točno kaj, to boš ti več vedel povedati. Ja, Binance je pristal na v bistvu compliance monitoring program, independent, se pravi, imaš neko tretjo osebo znotraj firme, ki nadzoruje, da ti izvajaš vse zaveze, ki si jih skupaj sprejel na podlagi tega plea bargaina, se pravi na podlagi tega dogovora o priznanju krivde. Tako da to je to, kar se tiče, ja, to je dvorezni meč, absolutno. Ko govorimo o ETF-u, ko govorimo o dodatni regulaciji, to pomeni, da je v bistvu se ta, kako bi temu rekel, ta pravi libertarian spirit kriptovalut se počasi izgublja. In veliko ljudi, ki so v to vstopili, v teh zgodnjih dneh kripta, ki v to verjamejo, sigurno niso na tem navdušeni. Jaz malo to spremljam, bom rekel, z neko mero, kako bi temu rekel, z neko mero, tako malo je, kako si rekla, malo je tak dvorezni meč, malo, kako bi temu rekel, v lastno skledo pluvamo, za več regulacije se prizadevamo, hkrati pa se zavedamo, da nam bo to prinesel nekaj, kar bo pravzaprav mogoče neko ta ključni element kripta v bistvu nam odneslo stran. Zdaj, kako se bo to razpletalo,
je težko reči. Malo je smešno, ko vidim ta scenarij, kako v bistvu malo na eni drugi strani so regulatorji, so malo zanimivi, kako pravijo, da v bistvu moramo. V eni fazi je bilo, moramo kripto prepovedati, moramo kripto, bolj ga je treba regulirati in tako naprej. Ampak hkrati blockchain sam po sebi je veliko bolj transparentno sredstvo prenašanja vrednosti, kot je recimo bančni sistem. Ker je veliko lažje slediti posamezne transakcije, veliko lažje je to videti. In načeloma blockchain kot tak, 90-95%, to je res kar konkretno sledljivo. In v bistvu načeloma bi regulatorji ne bi bilo nesmiselno, če bi pač to pozdravili, in to mi je bilo malo narobe svet je bil v eni fazi. Ampak v vsakem primeru bottom line, več regulacije se pričakuje, verjetno te igravci oziroma te zgodni, tisti, ki so v trg vstopili zgodaj iz periferije, mogoče nekateri bodo šli na neke bolj obskurne projekte, bodo mogoče zapustili Bitcoin projekt, bodo pogledali v druge konce ekosistema, ki so še zmeraj, manj razviti ali pa bolj v senci. Sigurno se bo sistem nekako na to odzval. Ampak ja, Bitcoin se premika v neko smer, ki je, mogoče malo neskladna z njegovim osnovnim namenom. A mogoče se lahko dotakneva še ene zadeve, ki bo pomembno vplivala prihodnje leto na življenje vseh nas, to so volitve v Ameriki. Pravzaprav, v bistvu, ko sem seštevala, koliko vseh volitev se bo zgodil po svetu, preko 40. Tako da, ampak vsi pa seveda čakamo ameriške volitve. Kaj misliš, kako misliš, da se bo, kakšen bo vpliv imel na Bitcoin oziroma na kripto? Jaz mislim, da če je zgodovina učiteljica, si Amerika ne bo mogla privoščiti recesije, ko se same volitve zgodijo. Se pravi, bi neko ekonomsko stanje, ekonomski performance bo moral biti relativno soliden, zato da lahko demokrati imajo možnost, da ne izgubijo volitev. Se pravi, kaj to pomeni z vidika neke monetarne politike? Mislim, da se nam spet obeta ekspanzija monetarne politike. Enkrat tekom 2024. In zdaj scenarijev je več, borba z inflacijo po mojem mnenju še zmeraj obstaja, zaradi tega, ker so še zmeraj pritiski na trg dela, visoka zaposljivost, vse to ustvarja pritisk na inflacijo. Imamo mogoče malo housing bubla v Ameriki, ampak cene energije še zmeraj so, kar držijo svoje nivoje. Tako da vprašanje je, če ne obstaja mogoče v naslednjem letu, v prvi polovici leta dajmo temu reči deflacijski šok, se pravi nek popravek, ne bi bil presenečen, in potem hiter odziv centralne banke, zato da v bistvu v luči volitev neko dobro zgodbo novembra, ko so volitve, potem prikažemo volivcem. In to je tako, sliši se zelo, kako bi temu rekel, ko je ena zgodbica, ampak to dejansko je, tako Amerika deluje. Ne? To je vse povezano med seboj, pač politika, monetarna politika in potem njihova, se pravi, kako oni fiskalno tudi postopajo in tako naprej. Tako da to bi lahko bil scenarij, se pravi, ekspanzivna monetarna politika je dobra za delniške trge, je dobra za kripto, risk assete, je dobra za zlato in tako naprej. Hrati pa imetniki obveznic potencialno trpijo v nekem inflacijskem, se pravi v nekem stanju povišane inflacije, ki bi lahko vztrajalo, če ne bo nekega deflacijskega eventa. Mogoče bi za konec še pogledala, kaj se dogaja na Bitstampu. Dostikrat razni kriptovlagatelji komentirajo, da je Bitstamp nekako zaspal, pa ni toliko v stiku z vsemi temi novitetami kot recimo konkurenca. Ja, to je sigurno res. Se pravi, če pogledam, kako se obnaša konkurenca, jaz mislim, da se pravi, širina našega produkta ni taka, kot je širina produkta nekaterih konkurentov, ki tudi so, bistveno večji, mogoče tudi bistveno boljše, imajo neko bistveno boljšo podlago, so
bistveno boljše kapitalizirani v osnovi, ali pa tudi delujejo izven, bom rekel, dostopa ali pa vpliva nekaterih najstrožjih svetovnih regulatorjev kriptovalut. Kar mi imamo od naše, spravi celotne, od vseh zaposlenih imamo več kot 30% ljudi je zaposlenih v kontrolah, se pravi compliance, legal risk, kar pomeni, da to jemljemo zelo resno in filozofija podjetja je zmeri bila, da gremo obratno kot Binance, da je bolj ask for permission, not for forgiveness, medtem ko Binance je bolj ask for forgiveness, not for permission. Tako da to je bila filozofija in mislim, da bomo s tem nadaljevali. Hkrati pa tudi imamo nekaj zanimivih produktov, ki so dostopni vlagateljem oziroma investitorjem danes. Obeta se pa tudi kar precej zanimivih stvari v 2024, tako da mi se kar veselimo naslednjega leta v smislu, bom rekel, novih zadev, ki jih bomo lahko ponudili našim strankam. Ampak ostajamo pa pač 100% skladni s svojo filozofijo, kar pomeni, mi želimo, da stranke vedo, da je njihov denar pri nas na varnem, da lahko pri nas, bom rekel, investirajo v kriptovalute brez skrbi in da v bistvu se z njihovim denarjem ne bo nič zgodilo, ker verjamemo tudi, da je to pravilen način, kako se kriptotrg mora razvijati. Ravno v Sloveniji smo imeli pred parimi dnevi kibernetski napad na HSE. Kako pa je kaj v kriptosvetu kriminalci napadajo kibernetski, ker včasih veva, da je to bilo kar precej pogosta zgodba zdaj? Ja, zadeve se še dogajajo. Sej recimo kakšen mesec nazaj, mislim, da je imel Huobi, ne vem, če se še imenuje Huobi, oziroma ta borza, ki je povezana z Justinom Sunom, pač so jim pobrali, mislim, da ne vem, okrog 50 milijonov, ampak to je pač spet posledica tega, da igralci rastejo offshore, brez nekih kontrol, kako je treba sredstvi strank ravnati, imajo ta sredstva strank skupaj s sredstvi podjetja v nekih denarnicah, ki ne izpolnjujejo osnovnih standardov, kar se tiče, kdo lahko do njih dostopa, na kakšen način lahko do njih dostopa, ali so ta sredstva na kakršenkoli način zavarovana pred krajo, pred hekom, pred nekim, bom rekel, zelo namernim obnašanjem insiderjev, in tako naprej. Mi imamo izjemno stroge kontrole, kar se tega tiče, sodelujemo z nekaterimi, bom rekel, najbolj razvitimi custodiani oziroma temi skrbniki sredstev v kriptu nasploh in je v bistvu firma postavljena, se pravi, sami temelji so v bistvu varnost sredstev naših strank. Nimamo pa tukaj enotnega standarda po celotni industriji in potem se te dogodki še zmeraj dogajajo, seveda. A lahko majčkeno še skočiva samo na hitrico na naš Discord kanal? Nekaj vprašanj je bilo in sicer eno vprašanje je bilo tudi vezano na annual percentage yield, ki ne bi ga lansirali 8%. A lahko mogoče poveš, kaj to je in ali smo o tem že govorili na MoneyHowu? Ne, o tem nismo govorili, ampak mislim, da se to navezuje na trenutno ponudbo, kjer strankam na njihove v bistvu stabilne kovance, to sta Tether in pa USDC, se pravi USD coin, ki ga izdaja ta ameriško podjetje Circle, ponujemo obresti v višini do 8%. In kako ponujamo lahko te obresti, ker to je ponavadi to ključno vprašanje. Mi delujemo tukaj, imamo partnerstvo s podjetjem, ki se imenuje Tesseract in pravzaprav to podjetje Tesseract se ukvarja rekel, s sprejemanjem depozitov in posojanjem tega kripta naprej določenim igralcem v kriptoindustriji. In trenutne obrestne mere za izposojo teh stabilnih kovancov, ki veljajo za v bistvu najbolj kreditno sposobne izposojevalce, so okrog 8%.
To pomeni, da ko rečem najbolj v bistvu kreditno sposoben izposojevalec, to je tisti, ki ponudi 100% kolateral, zavarovanje za njihovo izposojo kriptovalut. To pomeni, če si želi ta izposojevalec izposojiti $1000 kriptovalute, mora položiti $1000 bitcoina, $1000 stabilnega kovanca, mora položiti $1000 ali več nekega bitcoina ali etra. Potem pa v bistvu to pomeni tudi, da so to podjetja, ki niso neki kripto hedge fundi, ampak so podjetja s stabilnimi bilancami stanja, ki ponovadi delujejo v bistvu v različnih, mi bi temu rekli multi-asset class, torej nekdo, ki trguje na delniških, obvezniških trgih in nekdo, ki tudi ima nek kriptobiznis. Tako da mi v bistvu pri nas so tisti, ki si ta denar lahko izposodijo, so lahko zgolj najbolj kreditno sposobni posojilojemalci. Obstajajo tudi limiti, koliko si posamezni posojilojemalec lahko izposodi, kar pomeni, da neka situacija, ki se je zgodila, recimo imamo to povezavo BlockFi pa Alameda, kjer so posodili 600 milijonov enemu izposojevalcu, se iz večjih razlogov ne bi morala zgoditi. Torej, ena je to, da je Alameda bila kripto hedge fund, druga je, da je šlo tukaj za prekoračitev maksimalne izpostavljenosti individualnemu klientu. Tako da to lahko ponudimo, ker so to trenutno prevladujoče obrestne mere na kriptotrgu za izposojo stabilnega kovanca. Se pravi, ne obstaja od zadaj neka schema, ki bi naredila to nevzdržno. Je pa res, da si ta trenutek Bitstamp od tega ne jemlje nobenega deleža. Vse prenesemo našim strankam neposredno, v eni fazi pa verjetno si bomo od tega tudi vzeli delež, kar bo pomenilo, da bodo obrestne mere eventualno tudi padle. Ampak jaz sem te sprašvala pred časom, ko si bil gost MoneyHow, sem te sprašvala, ali boste ponudili obresti na neinvestiran denar po zgledu, ne vem, Trade Republic in drugih brokerjev. Ja, o tem sem se pogovarjala, kar lahko rečem je, da to je še zmeraj nekaj, kar raziskujemo in kako lahko v bistvu to ponudimo na našim strankam. Spet obstaja možnost, da se bo to zgodilo prek nekega stabilnega kovanca, ki je interest rate bearing, ali pa potencialno preko pač neposrednim obresti strankam. Je to sigurno nekaj, česar se zavedamo, da potem je povpraševanje in v bistvu, bom rekel, raziskujemo, kako lahko to izvedemo. Še eno vprašanje in sicer, kakšno je vaše mnenje o Binance, bi bilo pametno umakniti denar iz menjalnice? V primeru, da pride do take situacije, neko splošno načelo, neko prepričanje ali pa nek nasvet, kaj lahko naredimo, če se zgodi kakšna taka scena? Jaz bi tako rekel. Prestavite denar na Bitstamp. Zahecam se. Jaz bi tako rekel. Kaj je vaš, bom rekel, s kakšnim namenom imate denar na Binance-u? A so to vaši prihranki, ki jih želite čez 10 let še zmeri jih imeti neki, to so neki relativno, dajmo temu reči, za kripto nerizične naložbe in tam držite Bitcoin in Ethereum in tega ne dotikate in ne tradete, prestavite dol iz Binance-a. Če ste trader, pa pač gre za nek trading account, pa pač je to neko aktivno upravljanje nekih, bom rekel, nekega long taila, nekih kovancev. Razmislite, če ima kakšna borza, kot je varianta, ne vem, Coinbase ali pa Kraken ali pa potencialno Bitstamp podobno ponudbo kovancev. Se pravi, jaz mislim, da Bitstamp, recimo, če long tail trgujete, da verjetno tega ne ponujemo, pa recimo Kraken ali pa Coinbase tudi kar dobro ponudbo in gre za nekaj precej bolj legitimnega. Če gre za trgovanje z derivativi, je Binance sigurno na prvem mestu. Se pravi, jaz mislim, da obstajajo slabši igralci kot Binance, kar se tiče kapitalizacije, kar se tiče, se pravi, bi rekel tega, kako časa je to podjetje že aktivno in kako veliko je zaenkrat dokazal za to, da bi uporabljali sredstva strank za neskladno z namenom, za katere jim je bil zaupan. Ni, ampak vprašanje je, jaz 10 let Bitcoina sigurno ne bi držal na Binance. Odlično, Najc. A bi lahko mogoče sam še za konec, čist zares za konec povedal mogoče ali pa svetoval, kaj zdaj?
a kupiti Bitcoin, a kupiti Ether, kako ti gledaš na te naložbe? Dobro, ti zdaj to prodajaš, ti si zdaj v funkciji tukaj predstavnika kriptoborze, ampak recimo neka k tveganju poprečno nagnjena oseba, kako bi ti recimo taki osebi svetoval, glede na to, da je cel kup nekih novosti za marsikoga, ko bo poslušal to epizodo, ne bo razumel kar nekaj stvari. Ja, jaz mislim, da če pogledamo splošne makro dejavnike in stanje na makrotrgu, globalnih finančnih trgih, predstavlja kripto, pa spet druge stvari bodo, imamo bolj in manj zrele investicije v kripto, in tiste bolj zrele, in po mojem mnenju manj tveganje, sta recimo Bitcoin in Ethereum. In recimo, da je Ethereum, pa mogoče še par teh layer one tehnologij, da so investicije v tehnologijo, medtem ko je Bitcoin investicija v to, da v bistvu ohranjanje kupne moči. Jaz mislim, da v nekem omejenem obsegu bi to bilo razumno, da je del vsakega portfelja za naslednjih 10 let, glede na to, kje se nahajamo v makrociklu. In to pomeni, ne vem, a je to odvisno od vašega namena investiranja, a je to 2%, a je to 5%, kolikorkoli že pač to je, ampak pač razumno. Ne? In mislim pa, da je potencijala tukaj veliko in da pravzaprav je smiselno imeti nek positioning. Mogoče je tudi smiselno, da se bi večji akterji nekako združili in organizirali nekaj izobraževanja, ker tukaj je pomembna tudi v bistvu ta osnova, v bistvu razumevanje osnovnih pojmov, ne. Čeprav zelo veliko je tega tudi na YouTubeu pa na TikToku, vse vem, ampak vseeno, marsikdo pa potrebuje na take izobraževanje. Ne? Problem je, ker če gremo na YouTube pa na TikTok, v bistvu, da hitro prestopimo tisto mejo, ko nekaj postane izobraževanje, pa postane nekaj v bistvu nek hrup, nek noise, ne? In v bistvu tudi potem to ljudi tudi posrka, tam je ogromno prevara, ne? In to je mal problematično. Ampak treba se obrniti pač proti nekim legitimnim akterjem, ne? Če vas zanimajo osnovni pojmi o kriptovalutah, na strani od Bitstamp pa je nek learn center, kjer se lahko naučite osnovnih pojmov, Kraken ima podobno stvar, Coinbase ima podobno stvar in se da pogledati te zadeve, se da pač poučiti iz nekih legitimnih virov. Tako da to je dostopno sigurno že danes. Ampak moramo pa pač si vsi prizadevati, da spravi, ki smo v tej industriji, da se ljudje izobrazijo in da razumejo, da to ni samo neko, kako bi rekel, ni samo prevara, ni samo ni neka megla, ampak gre za res neko iz vidika makra, neko res zanimivo, da ne rečem historično priložnost. Zato, ker priljubljenost kripta med mladimi je kar precej upadla, sploh med tistimi zelo mladimi. No? Srednja in osnovna šola tega sploh ni več nobenega zanimanja. Študenti pa tudi mogoče zdaj želijo malo bolj svet borze spoznati kot pa kripta. A veš, kako... Vse vem, kako je. Konec 2024, 2025, še enkrat naredi to anketo. In sem prepričan, da bodo rezultati drugačni. Nažalost je tako, da ljudje smo ciklična bitja. Smo, ja. Najlepša hvala za odlično debato. Hvala tebi. Hvala tudi vsem, ki ste se vzeli čas in jo poslušali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.